V Mariboru je bilo v zadnjem času več pozivov, naj sedanji župan odstopi. Predvsem, ker je šel po mnenju mnogih, po lastnem pa ne, žaljivo in agresivno na skupino najstnikov. Župan naj bi sicer pogosto lastnoročno posredoval pri preprečevanju domnevnih prekrškov v mestu. Sam pa položnice za nepravilno parkirano motorno kolo ni hotel poravnati. Darja Tibavc-Siringer. Kar ste slišali, je besedni dvoboj med mariborskim 13-letnikom in mariborskim županom Sašem Arsenovićem. Začelo se je nekaj minut prej. Skupina mariborskih najstnikov skuša iz tega koša pridobiti rabljene žogice za tenis, kamor jih v teniškem klubu Branik odlagajo. Obračajo koš, segajo van. Mimo pride župan. Po njegovih besedah skušal jih je odvrniti od uničevanja koša. Po besedah najstnikov začel jih je zmerjati, bile so tudi nizkotne besede. Najstniki mu niso ostali dolžni. Vnel se je prepir, kričanje. Eden od najstnikov spusti proti županu neprimerno žaljivko in se odpravijo stran. Takrat pa naj bi se župan s kolesom zapodil med mladoletnike. Nič, ne laži se, ne laži se, tam si se mi žero čez celo dnešče, ki si žele kada. Vi ste se mi želi dnešče mene, pa se mi tam dum nekaj. Dobro ste me tu dobro držali, pa ste me rešiti začeli. Po dogodku je spregovoril oče 13-letnika. Sin me je poklical, ker sem slišal eno veliko kričanje, kreganje, dretje. Nisem razumel, zakaj se gre. In sem se zadrl telefon v tem trenutku, kaj se dogaja, in mi je rekel sin, da ga nekdo napada. Župan je pogovor z nami zavrnil. Iz njegovega urada smo dobili odgovor. Zahvaljujemo se za vabilo, vendar župan izjave na to temo ne bo podal. Je pa nekaj dni po dogodku stopil pred kamere in povedal. Dogodek dejansko obžalujem, se opravičujem najprej najstnikom, potem staršem, ki jih prav gotovo razumem, da želijo zaščititi svojega otroka, to bi pri svojih 4 verjetno naredil tudi sam. In bi kljub vandalizmu, obesnosti in grobim žalitvam lahko in moral pri mojih zrelih letih ravnati drugače, manj burno, in se zato še enkrat opravičujem. Ampak je začel klet, se dreti, jih obtoževati, da so lopovi. Eden od fantov se mu je zadržal nekaj v smislu puta di madre, moj sin pa se mu je zadržal tudi nekaj skrajno neprimernega v smislu daj že mir, tisto daj. Na kar je župan agresivno odreagiral, odtekel po kolo, se odpeljal okrog za njimi in z polno silo se zaletel v mojega sina ter v drugega prijatelja, ki ga je z Belanco v ledvico zadel. Takoj zgrabil mojega sina za vrat, na kar ga je mali nekako uspel odriniti in ga še enkrat zgrabil, mu zaril prste noter v vrat. Ga nisem ne udaril, ne davil, za roko sem ga pa prijel. Sem mu skušal povedati, da to ni prav, kaj je naredil. Tisto, kaj pa mi je še potem se drl tukaj čez vse mogoče ulice in prostore, pa ne morem ponoviti. Tudi v zaščito njega. Šlo se je za to, da so fantje prekucnili ta globoki, dol so ga spustili tale koš in iz njega imali žogice iz smeti, katere so jim prej že večkrat dovolili trenerji, da lahko vzamejo, vse so v smetih, ker jih oni ne uporabljajo več. Oče pravi, če bi me župan poklical in mi predlagal pogovor, bi to uredili. Ker tega ni storil, je oče vložil kazensko ovadbo zoper župana za povzročitev lažjih telesnih poškodb zoper mladoletnika. Sin ima poškodbe in to je vse dokumentirano in na policiji in v zdravstveni ustanovi. Tožilstvo ima vse. Posnetek jasno dokazuje, da se ni šlo za noben vandalizem. Sin ima hišni pripor, ker me je res šokiral za tem načinom obnašanja. Sicer pravim, on se odziva na to, da bi se on lepše odzval, če bi on lepše rekel, če bi rekel fantje, z katerega koli razloga ne jemljite teh žogic, bi se tudi lepo odzvalo, da pa jih je tam poniževal, se drl lopovi. To ne zdi dovolj dober razlog za odstop, gospod župan? Mislim, da ne. Sem razmišljal tudi v to smer. Bilo je veliko teh pobud, pa še bistveno več iz cele Slovenije, da naj svojim delom nadaljujemo, da ima vsaka
medalja dve plati. Zahtevajo pa njegov odstop nekatere svetniške skupine. Gospod župan, jaz sem vseeno vam prinesel odstopno izjavo, če boste razmislili, prosim. Sem že razmislil, hvala. V vsaki zreli demokraciji, v vsakem zrelem mestu bi župan odstopil že v nedeljo, preden bi sploh mediji izvedeli za to. Sledili so izstopi iz županove koalicije. Prva je bila lista kolesarjev in pešcev. Mi smo rekli, da pričakujemo njegov odstop. Predlagali smo mu odstop v vsakem primeru, ampak ne na datum, ki bi sprožil predčasne volitve. Da z 21.6. odstopi z mesta župana, do takrat pa v času njegovega dopusta nekdo drug od podžupana oziroma podžupanja. V svetniški skupini Arsenović za Maribor menijo drugače. Vi menite, da bi župan moral odstopiti? Ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je v tem mestu v tako kratkem času bilo narejeno toliko dela. Maribor je praktično resnično doživel en razvojni preboj, ki je bil tudi obljubljen. Župan se je za neljub incident upravičil in ga obžaluje. Gre za okoliščine, ki so v neki obliki do tega sploh pripeljale. To pa so? Po meni znanih informacijah, težko detajle komentiram, ker nisem bil zraven, vandalizem in potem tudi komentiranje oziroma oblaganje z takšnimi besedami, ki jih niti ne upam povedati. Pa mislite, da je to opravičilo, da se župan nekako zapeljal s kolesom med to gručo otrok? Teh detajlov jaz sploh ne bom ocenjeval, ker jih ne morem, to lahko ocenjuje samo tisti, ki je bil zraven. Na drugi strani pa smo videli slike nekako odtisa roke poškodovanega otroka. Je to sorazmerno? Ravno to bom prepustil tistim, kateri so za to poklicani. Torej, vi ga podpirate naprej? Ja. Opravičilo je bilo za dejanje, ampak komentarji pa sledil potem na otroke. Jaz mislim, da tudi takšnih otrok si ta družba niti ne želi, niti zasluži. Socialdemokrati mu zato vračajo. Maribor si ne zasluži, ne želi predstavnika, ki ne ravna po zakonu ali pa celo nasilno. To pri županu naj ne bi bil prvi takšni incident. Jaz sem dvakrat doživel celo, da je enkrat kolesarja, enkrat dva otroka na skuterju oziroma mladostnika ustavil. Kolesarju je fizično zaprt pot, enako tema na skuterju. Zgodilo se je že večkrat, da je imel pravico v svoje roke z raznim ustavljanjem v pešconi kolesarjev, skuteristov in tako dalje. Te probleme je treba na drugačen način nasloviti, jih je treba sistemsko nasloviti, recimo preko mestnega redarstva. On mora koordinirati 330 zaposlenih v mestni upravi, on mora skrbeti za koordinacijo javnih podjetij, javnih servisov, javnih zavodov. Torej, to so njegove primarne naloge, ne pa to, da se spušča v konflikt z občani na ulici. In že na sejah mestnega sveta so ga tako mestni redarji kot policija opozorila na to, da ni nekako v njegovem opisu deli nalog, da dela red po mestu. Župan se očitno zelo trudi vzpostaviti red v mestu. Po drugi strani pa smo tudi poročali o dogodku, ko je sam napačno parkiral motorno kolo pred občinsko zgradbo in dobil kazen mestnega redarstva. Župan kazni ni sprejel. Redarja je poklical na zagovor. Medtem, ko so običajne poti pritožbe za vse občane enake, napišejo pritožbo. Vsak, ki naredi prekršek, redarja vpraša, kaj je bilo narobe, da bi vedel za drugič. A več kot očitno se z njegovo potezo ni strinjal. Redar je delal več kot zavzeto svoje delo, ne? On je v resnici našel razlog, da mi napiše kazen. Plačati 40 evrov verjetno za župana ni težava, da ne bi zmogel. Lahko bi bila težava v nečem, kar ga razjezi. Precej razjezi. Recimo pred 20 leti, ko je bil še lastnik lokala. Prišlo je do prepira med njim in njegovim zaposlenim. Potem, ko sem mu povedal, da grem, je on mene vdaro. Potem pa sledili so dogodki, potem pa 4 ljudje na meni gor, Sašo pa me je prst griznil mes. Župan naj bi mu odgriznil prst. Čeprav se v županovih neprimernih reakcijah precej govori, ga njegovi svetniki podpirajo in opravičujejo njegova dejanja. Pravijo, da je bilo že kar nekaj dogodkov, kjer je župan odreagiral neprimerno, da ustavlja ljudi na ulici, jim govori, da morajo v pešconi, pa ne samo govori, da jih tudi grobo ustavlja. To kaj veste o tem? Nekaj o tem sem slišal. Pač dejstvo je, da se je velikokrat zgodilo in bilo potrebno
spostaviti v mestu tudi neka pravila igre, ki jih marsikdo z veseljem krši, da ne govorim o divjanju z skuterjih po pešconi in podobno. In z tega naslova je pač verjetno v kakšni priliki župan tudi koga na to opozoril. Čeprav vsi svetniki priznavajo, da so skupaj naredili veliko dobrih projektov, a niso se vedno vsem strinjali, pa zaradi narave dogodka vztrajajo pri odstopu župana. A odstopil ne bo. Najverjetneje bo jeseni ponovno kandidiral. Ga boste podprli? Vsekakor. Ga bo vaša stranka podprla? V tem trenutku lahko rečem, da ni to nikakršna opcija. Kot so nam odgovorili iz mariborskega tožilstva, so letos v zvezi z nasilnimi ravnanji funkcionarjev prejeli 2 kazenski ovadbi, in sicer zaradi kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in groženj. Neuradno naj bi v obeh primerih šlo za župana. Sicer pa zakon o lokalni samoupravi predvideva, da je razrešitev župana mogoča le v primeru neizvrševanja odločb ustavnega ali upravnega sodišča. In še, mandat župana lahko preneha samo v primeru, če je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora daljšo od 6 mesecev. V vseh ostalih spornih primerih, poslovnih ali etičnih, pa župana ne more odpoklicati ali razrešiti nihče v državi. Njegov mandat se zaključi le, če se sam prostovoljno za to odloči in odstopi.